izgradnje Nove Gorice. Razstavo je organiziralo ekskluzivno samo društvo, filatelistično društvo dr. Franc Marušič in vse zbirke, kar so tukaj, so prispevali samo njeni člani. Pred nami je zagotovo zanimivejši del današnje razstave. To so razglednice Nove Gorice od nekako začetkov, oziroma še preden je sama Nova Gorica nastajala, pa do danes. Ja, seveda jaz sem prikazal ves del, zdaj, ki zajema Novo Gorico, tudi prej italijanski del, to je okrog železniške postaje, kjer pač to je naše. Tudi zdaj je to Nova Gorica, to predstavlja del Nove Gorice in seveda meni je bilo to zanimivo, predvsem, ker so bile to stare razglednice. In tudi to, kar danes tudi za Gorico, je nenavadno slike z razglednice z tramvajem. Imamo nekaj takih primerov in se mi je zdelo primerno, da se to tudi predstavi. Zato prve dve vitrini predstavljata italijanske razglednice okrog železniške postaje in nje same, druga dva panoja pa čisto samo Novo Gorico. In to tiste prav, rekel, te prve razglednice črno-bele, ki so še posebej zanimive, ki nam predstavljajo tiste začetke Nove Gorice, ki smo ji bili kasneje vsi vajeni. Se pravi, magistralo s kandelabri po sredini, to je eno od takih značilnosti Nove Gorice. In drugo nastajanje oziroma gradnja sama posameznih objektov, posameznih blokov, ki so prvi bloki, so tako zvani ruski bloki, verjetno bil neki sistem gradnje podoben ruskim blokom, zaradi tega so verjetno tako imenovali. In seveda potem tudi posamezne stavbe, ki so nastajale, ki danes še marsikateri Goričani starejši, ko sem jih spraševal, kje je ta in ta stavba, marsikateri je bil v dvomih, ali je na razglednici tista stavba, za katero je potem on govoril. Sem pa našel nekaj starejših, bom rekel, meščanov Nove Gorice, ki so bili vsi srečni, da so lahko pripovedovali, kako je Nova Gorica na posameznih predelih rasla. In to seveda je treba, se mi zdelo primerno, to se mi zdelo primerno prikazati in s tem je mlado mesto nekaj, vseeno ima nekaj predih starega zraven. Navadno zbiralec, ko vidi, koga ima, mislim, nekje največ, že kot mlad začetnik, se opredeli in začne nekaj dopolnjevati, zbirati, potem pa seveda tudi po znanju, po vsem veselju pride do gotovega eksponata. Tako naprimer je ta eksponat od zadaj vrtnic, sovpada z Novo Gorico, kjer je pač Nova Gorica ima v simbolu vrtnico, je pa popolnoma po naključju prišlo do njega. Moja hčerka je začela zbirati cvetje. Seveda, kot vsi mladi, po tolikih letih to opusti, gre mimo, potem sem pa jaz tega cvetja izluščil samo vrtnice in jih skušal dopolniti. Takrat se moram lepo zahvaliti gospodu Proštu, ki mi je pomagal, ker je treba kar nekaj znanja, da veš, kam uvrstiti vrtnice. In seveda, pol pa naprej sem pa sam začel tudi imena iskati in dopolnjevati, da je napravljeno čim bolj strokovno. To je cel svet, vse vrtnice, kar izidejo, vseh ne moreš dobiti, oziroma se trudim, da bom jih čim več dobil, ni pa to opredeljeno na določeno obdobje ali določeno državo. Meni je važno v glavnem samo, da je vrtnica, ki jo še nimam, ki je na primer zlasti vrsta vrtnice, ki jo še ni, tako da jo prikažeš čim bolj popolno zbirko samih teh vrtnic. Kje pa je recimo največje zanimanje za vrtnice? Za vrtnice je precej zanimanja, v glavnem pa imajo bolj države, kot so Vietnam, Avstralija, Holandija, to ima največ vrtnic. Naprimer, kot Slovenija naša je samo izdala eno vrtnico, pa še ta je pogojno, bi se rekla, ki je bila ob počastitev priključitve. Je bila tudi zraven na znamki.
In tak za nas, recimo, je tudi zgodovinski dokaz tudi, recimo, tale tu razglednica Nove Gorice, ki smo jo dijaki Nove Goriške gimnazije, tole, pa še približno 12 drugih, prodajali na proslavi na okroglici. Bo ponovno jeseni, bo neka proslava tam v zvezi s tem in prav tele razglednice s tole znamko, ki je bila izdana za priključitev Primorja s posebnim žigom in smo z veseljem tisto kasneje, ko smo postali, bom rekel, mladi filatelisti, iskali, kje bi to dobili. Jaz, ki sem tisto prodajal, nisem imel niti enega komada, da bi si ohranil, ker takrat kot otrok, kot dijak, 15 let, nisem videl, oziroma nisem znal ceniti to vrsto zbiranja, ki je kasneje. Takrat se zbiralo samo znamke in drugega nič. Medtem kot žig nam poda tudi zgodovino, takrat, ko se je tole žigosalo, ko je bila kakšna proslava in tako naprej. Seveda, potem so bile pa novejše razglednice, ki tisto pa hitreje narasla Nova Gorica. Danes nekako razglednice niso več v modi. Je pa razglednica zelo sporočilno sredstvo. Seveda, žal, torej še starejše razglednice, seveda, tu niso prikazane, ker toliko par komadov je prav starih, bom rekel, avstrijskih. Samo na vasi, ko so takrat slikari, ko so prišli na vas, ljudje so se kar naenkrat zanimali, kaj se tam dogaja, prišli skupaj. In fotografi, če niso prišli, potem klicali ljudi, pridite ven in se postavili pod določeno stavbo, pri vodnjaku predvsem, ali ne vem, en del vasi, ki je bila za fotografa zanimiva. In tiste razglednice takrat so zelo iskane, posamezne vasi, recimo majhne. Seveda tu, glede Nove Gorice, pa tega ni bilo, ker so se ljudje začeli bolj meščansko obnašati, poleg tega so hodili v službe, ni bilo toliko ljudi, ni ostalo doma in fotograf je bil tudi malo drugačnega mišljenja kot stari fotografi. Temu rečemo zgodba skozi živalski vrt. To je zbirka učenke 4. B razreda osnovne šole Milojke Štrukelj, Lane Černe. Je pa si zamislila izlet v živalski vrt, na kateri je lepo prikazala, kako je zjutraj vstala, ko je vstalo sonce, je pojedla gubanco, popila skodelico čaja, pojedla sadje in šla s tramvajem v živalski vrt. In potem opisuje naprej, kako je videla prvo razstavo psov, potem ptičev, potem pa spet, prvo so bili ptiči, potem psi, potem je pa ostale živali lepo opisala, do konca, ko je narisala še par risbic in se odpeljala z avtobusom domov.